SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Ponovno pozdravljeni v SBC-vem podcastu Aktualno, ta teden pa za zadnjo debato v zadnjih tednih še kako aktualna tema in to je sicer kibernetska varnost. Moje ime je Katarina Matečič in danes gostim 3 strokovnjake z tega področja. Prvi na moji desni, Gorazd Božič iz Sicerta, moja leva Gregor Spanjolo iz podjetja SSRD in na moji skrajni levi Igor Mlakar iz podjetja Smartcom. Lepo pozdravljeni vsi skupaj in dobrodošli v našem studiu. Najprej vprašanje za vas. Torek, 19. december, se je danes že zgodil kakšen kibernetski napad? Seveda, mi dobimo cirka 13 prijav na dan na Sicertu. Spremljamo tudi, kaj delajo kolegi v tujini, tako da vemo, da je na srbsko elektrodistribucijsko podjetje izveden napad. Se ve kaj več, kaj se je zgodilo? Zaenkrat še ni podrobnosti. Torej zaenkrat je pri njih samo tema in še gledajo, kaj se jim je zares zgodilo. Zdaj mislim, da zelo intenzivno delajo na preiskavi. Pri nas je bil seveda aktualen HSE. Že slučajno kaj več vemo, kaj se je v bistvu zgodilo, zakaj so jih napadli in predvsem, kaj so jim odnesli, če bi tako rekli, oziroma vzeli. Jaz zdaj tega žal ne bi komentiral. Predajam naprej. Morda bi torej? Ja, mislim, da vemo to, kar vemo iz medijev, ne, to tudi lahko komentiramo. Zdaj napad vsekakor je bil uspešen, ne, stališča napadalcev. Pod neki podatki so se že objavili na temnem spletu. Verjamem pa, da preiskava še poteka in bo še kar nekaj časa potekal, ker napad je bil precej obširen. Tudi ni povsem jasno, verjetno v tem trenutku mogoče kolega več ve, koliko je bilo praktično širok ta napad, ne, kakšne sledi so še ostale oziroma še kakšna izhodišča za prihodne napade v kakšnih drugih organizacijah, ampak bil je kar precej resen napad, no, tako da tudi posledice sigurno bojo. Upam pa, da bojo tudi pozitivne posledice v smislu ukrepov, ne, tako da to bomo pa verjetno kasneje pri NIS-2 še govorili o teh ukrepih. Ampak zakaj oni? Kaj zaradi denarja so zahtevali odkupnino oziroma zakaj recimo ravno HSE? Pač glavni motiv tudi po poročilu NIS-a je še vedno denar, ne, tako da zagotovo je denar najbolj pomemben tukaj, kar se tiče motivov. Drugače pa verjetno je bila priložnost, ne, se pravi, enostavno napadalci grejo tja, kjer je najlažje, se pravi, z najmanj truda doseči čim več, ne, in nek tak igralec na trgu, kot je HSE, je sigurno zelo privlačen in če so vrata nekje odprta, potem ni treba dolgo čakati, da do takega napada pride. Ne. Glede na to, da se je na Dark Webu zahtevali 20 bitcoinov za teh 127 tisoč podatkov in nekaj je bilo že objavljeno, a to pomeni, da je nekdo nekaj plačal za to, glede na to, da zdaj so objavili, najprej so zahtevali, zdaj pa je objavljeno, je torej nekdo dražil in res plačal? Ne, jaz mislim, da ne, ampak detajlov ne bi zdaj komentiral, ker preiskava še vedno poteka, ne. Bi pa izpostavil mogoče stvar, ki se premalokrat omenja, ne, in to je, da mi smo ves čas imeli elektriko. Ne, se pravi, neki mehanizmi so tam funkcionirali, ne. Tako da moramo gledati tudi na to, ne, zgleda je HSE le družba, ki je imela pripravljene neke ukrepe oziroma ima tudi nek plan B, ne, kaj če IT infrastruktura izpade. Lahko pa komentiram to, da so v bistvu dosti hitro tudi odreagirali in so nas tudi dosti hitro obvestili. Ne, in tukaj pol, če to je predpogoj za to, da lahko mi začnemo nuditi neko strokovno pomoč pri preiskavi, pa da dajemo neka navodila, v katero smer naj delajo. No? Tako da tukaj se mi zdi, da ta pozitivni del zgodbe, ali pa vsaj pogojno pozitivni del zgodbe je sigurno. Torej vam so prijavili, glede na to, da so tudi medijsko to objavili in vas prosili tudi za pomoč, ali kakšna je tle vaša vloga? Delajo popolnoma sami, najamajo kakšne druge zunanje strokovnjake, prosijo vas, kakšen je v bistvu postopek, enkrat do vdora pride?
Na hitro povedano, vse od naštetega. Ne. Za naša zakonska dolžnost je nuditi, mislim, da v zakonu piše prav, da nudimo metodološko pomoč, ne, prizadetim v incidentu. Zdaj mi na podlagi izkušenj, ki jih imamo z obravnavo različnih incidentov, ne, in teh incidentov, prve incidente z izsiljevalsko programsko opremo smo imeli leta 2012. In zdaj na leto beležimo 5 do 6 takih napadov na slovenska podjetja in v bistvu spremljamo situacijo, vemo, kaj lahko svetujemo takrat, vemo, kaj so tisti vstopni vektori, kot temu rečemo, ne? In to so tiste luknje, ki jih je treba zakrpati, ne? Da ne pride pol še do nadaljnih problemov. Zdaj mi nismo ekipa, mislim, niti številčno, pa tudi organizacijsko ne moramo jeti v to, da v bistvu bomo delali na tujih sistemih. Ne poznamo jih. Torej ne morate tja ne moramo biti odgovorni in ne moramo biti odgovorni za to, če se stori kakšna napaka zaradi nepoznavanja sistemov. Ne. To bi bilo, to ne vidim scenarija, kjer bi bilo to možno. Ne. Lahko pa seveda podjetje tudi najame zunanjo ekipo, ki v bistvu potem pomaga pri ponovnem vzpostavljanju sistemov. Ne. Se pravi, da v bistvu rečete, zdaj v bistvu sistemi so uničeni, ne moramo vedeti, koliko jih je še okuženih, a smo res našli vse tiste artefakte, kot rečemo, ki so jih pustili za sabo, ali bomo šli od nule postavljati. Ne, tukaj pa seveda zunanja pomoč prav pride. Kaj smo se lahko iz tega primera naučimo, oziroma predvsem podobna podjetja? Ja, po mojem definitivno to, da se je izkazalo vsaj pri HSE-ju, da so zelo hitro reagirali, plus javili smo pristojnim institucijam. Kar se v preteklosti ni zgodilo, tudi pred časom so se zgodili drugi kibernetski napadi na slovenska podjetja, ki so bili precej veliki, pa glede na to, da niso bili zavezanci, niso sporočili pristojnim institucijam. Tukaj bi res HSE pohvalil, da so zelo hitro sporočili vsem ostalim naprej. Ne. In tukaj menim, da bi mogli tudi ostali, zato ker s tem, ko mi povemo, da se nam nekaj dogaja, ne, lahko potem tudi država in pristojne institucije reagirajo, pa obvestijo še ostale, da se nekaj dogaja, oziroma da lahko pride do podobnih napadov tudi drugje. So torej tudi druga podjetja zdaj šla malo pogledati svojo kibernetsko varnost. To so hoteli dodati. Zdaj vejo, približno, kaj se je zgodilo. Torej, greš pogledati, kje imaš te šibke točke, kje so ta preveč odprta vrata, ker nekdo z znanjem zna noter prijeti. To je neka taka budnica, ta wake-up call. Če nadaljujem to, kar je Gregor glih izpostavil, ne, če smo prej imeli odnos, ne, da zakaj bi pa mi morali komu poročati, bežite stran, ne, je zdaj mogoče ta logika se spremenila, ne, in dobivamo v bistvu sporočila, dajte še nas vključiti v obveščanje, ne, kadar bo do česa tazga prišlo, ne, se pravi, da se to zavedanje se je vzpostavilo, ne, da v bistvu neki mehanizmi pa morajo biti na državni ravni, ko pride do takih večjih incidentov, ne, in v bistvu lekcija že od konca 80-ih let, ko je ta prvi CERT bil vzpostavljen, je, da v bistvu ti ne moreš solirati tukaj in sam poskrbeti za vse, ker nimaš informacij, nimaš znanja, nimaš tiste velike slike, kaj se pravzaprav dogaja, kakšni so trendi in kakšne so izkušnje drugih. Meni se zdi tukaj tudi zanimivo, ne, da nas je v bistvu prebudil HSE. Ne. Čeprav se nam je v preteklosti zgodili tudi drugi incidenti, ne vem, nek tak, ki sem jaz bi pričakoval, da bi bil večji wake-up call kot HSE, ne, je na primer napad na URSSR. Tistikrat sploh ni bilo toliko mogoče medijsko isto poudarjeno, ne, ampak če pogledamo, druga podjetja pa niso zagnala take panike. Ne. Zdaj v primeru HSE-ja pa smo se nekako, oziroma so se nekako dosti bolj zavedala podjetja ranljivosti, ne, kar je z moje perspektive zelo zanimivo. No. Kako dober sistem pa je imel v bistvu potem, kar se zdaj ve, HSE, in nasplošno velikokrat se sliši, da podjetja še vedno premalo vlagajo v to, da se jim zdi to nek v bistvu strošek, ki je samo strošek in od njega nimajo prav veliko. Potem pa, ko se ti nekaj takega zgodi, pa hitro vidiš, da denar, ki bi bil vložen, ni bil dobro. Podjetja, kot je HSE, še posebej v elektrogospodarstvu,
kritična infrastruktura, mislim, da imajo te stvari relativno dobro rešene. Ne? Tako da tudi odziv, ko je bil po napadu, ko smo praktično tudi ostali, dobili neka navodila, kaj pogledati, ne? In smo to potem upeljali tudi na ostalih sistemih, kjer imamo pač neko možnost vplivanja. Mislim, da to je bilo zelo dobro izvedeno. Ne? Večja težava so dejansko ta podjetja, ki jih omenjate, ne? Ker je IT kot tak strošek, ne? Ker niti ne sodeluje pri nekih odločitvah. Že tako vemo, da Slovenija je podhranjena, kar se tiče kadrov, ne? Tukaj zaostajamo tudi za Evropo po večjih kazalnikih, tako da niti možnosti nimajo podjetja, ne? Ker ne gre samo za to, da koliko denarja smo pripravljeni vložiti v sisteme. Ne? V prvi vrsti gre za ljudi in za procese. Ne? Se pravi, koliko smo pripravljeni vložiti v izobraževanje, v ustrezno kadrovsko popolnjenost strokovnjaki, v izobraževanje uporabnikov, ne nazadnje, ne? Poslovodstev na prvem mestu. In potem za odločitev, kako oblikovati procese v organizacijah, da se prepreči to vrstne napade. Ne? Sej večina napadov, pravi vektorji napada, so še vedno preko ljudi, se pravi razni phishingi, se pravi neki neustrezni postopki dostopanja do sistemov, preširoka pooblastila administrativna, recimo, ne? To so ta vrata, ne, o katerih sem prej začel govoriti. Ne. Tako da tukaj moramo predvsem, in tukaj ne gre za tako velika vlaganja. Ne, se pravi, še eno zelo neznanje, enostavno zadevo izpostavil. Ne. Ena podjetja se zelo potrudijo, da skrijejo vse svoje kontaktne podatke. Ne, in polk mi v bistvu dobimo seznam ranljivih strežnikov v Sloveniji in želimo to razposlati skrbnikom teh strežnikov, imamo pri določenih podjetjih blazne težave. Imamo samo tisti infoafna generičen naslov, ne, in to dobi nekdo, boh ve kdo, ne, to dobi, preleti v neko tajništvo, ne razumejo, kaj je to. Kaj se sploh dogaja, zakaj se nekam pospravijo. Ne, in to je pa lahko res neka kritična ranljivost, s katero se lahko glih tak napad izvede. Ne. Tako da bi bili zelo zadovoljni, če bi podjetja bolj se zavedala tega, da v bazah, recimo nosilcev domen internetnih, naslovnega prostora svojega, da bi bili urejeni kontakti, ker to so baze, ki jih mi uporabljamo takrat, ker to moramo masovno, ne, tukaj gre za stotine ali pa tisoče teh strežnikov, ne, in to ne moramo vsakega posebej mi klicati. Ne. Mi rabimo odzad neke zbirke kontaktnih naslovov in to so tisti viri, ki jih uporabljamo. In če to ni urejen, potem naše sporočilo ne bo prišlo na tja, kamor bi moralo priti, in bo luknja ostala. Zdaj bo ostala par dni ali bo ostala par tednov, nekatere lahko spremljamo mesece in mesece. Ne? In to je v bistvu potem zelo vabljivo za nekoga, ki želi izvajati take napade. Ne? Kdo je v tem trenutku sploh zavezan k temu, da vam poroča o tovrstnem napadu? In rekli smo, velikokrat so ljudje najšibkejša točka znotraj sistema, ker naredijo nekaj, kar ne bi smeli. Recimo teh 5-6 napadov na leto je bil človeški faktor tisti, ki je bil kriv za napad. Lahko rečemo, ne, je tudi res, da v bistvu stvari ratujejo, nekatera omrežja ratajo potem preprosto bolj kompleksna, zadosti, da se spregleda nekaj, da se pozabi recimo eno stikalo vklopiti, ne, recimo neko dodatno zaščito pri prijavi, pa je to že lahko v bistvu neka možnost vstopa noter. Zdaj, kdo so zavezanci? Mi imamo zakon o informacijski varnosti, ki je določil, kjer je vlada določila zavezance. Teh je pri nas trenutno, mislim, da okrog 50. Mislim, da je 67 ali 68. Aha, celo že. Ja. Malo, glede na število podjetij, ki jih imamo. Zelo malo. Zelo malo. Potem so operaterji elektronskih komunikacij po zakonu o elektronskih komunikacijah, tako da se je v bistvu poenotili to, da morajo tudi oni poročati o incidentih. Imamo pa še v bistvu tako nek dodatek v zakonu o varstvu osebnih podatkov, da kadar pride do odtekanja osebnih podatkov, morajo pa tudi tisti, ki niso prepoznani kot zavezanci po tistih dveh zakonih, na enak način poročati tudi nam o teh incidentih. Zdaj, nova direktiva, ki prihaja, bo to dvigana na nekaj tisoč. Rekli ste 5-6 na leto. Recimo Urad za informacijsko varnost je v prvem polletju poročal o manj priglašenih incidentih. Telekom recimo kot
nekdo na drugi strani je opazil približno 65% povečanje. Kaj v bistvu pomeni 5-6 na leto? Kaj to pomeni? Ne, 5-6 na leto je samo napadov z izsiljevalskimi virusi, 5-6 na mesec. Na mesec. 5-6 na mesec. 5 do 6 prijav napadov z izsiljevalskimi virusi na mesec imamo, sicer smo lansko leto z več kot 4000 incidenti nehali. Zdaj, zakaj je pa v poročilu vladnega urada? Imamo samo še 14 dni. Mislim, da bo spet porast. Zdaj, zakaj je URSIV poročal o zmanjšanju števila incidentov? Jaz mislim, da tukaj gre v bistvu za eno napako pri tem, ker smo mi lani jeseni smo uvedli tako imenovano prvolinijsko pomoč. Zaradi tega, ker dobivamo tudi ogromno število prijav nekih goljufij, te pa ne zahtevajo od nekega blaznega tehničnega znanja, smo začeli z uvajanjem tako imenovane prve linijske pomoči, kjer v bistvu kjer lažje pridobimo kader, se pravi, ni tako tehnično zahtevno, lažje najdemo kader za zaposlitev in tam v bistvu gre dosti enostavno. Zato smo posebno linijo uvedli za to. Se pravi, smo iz obravnave incidentov to izločili, zato je prišlo do tega paca na prejšnje leto, ampak če v bistvu pol primerjamo še s tem, koliko smo pa pol tukaj teh goljufij obravnavali, pa združimo te podatke na smiselen način, pol vidimo spet porast. In zdaj letos smo naredili pa še eno zadevo, ki jo zdaj dokončujemo, da bomo pa še ta phishing napade še v dodatno linijo, zato da bomo lahko čim bolj avtomatizirali ta postopek, da ko dobimo prijavo o phishing spletnem mestu, da čim hitreje pride to na neki javno dostopen seznam teh lažnih spletnih mest, ki jih bojo pol lahko in operaterji uporabili in razna podjetja v svoje te SIEM naprave, požarne pregrade, da se bojo zaščitili. Tako da letos bo ta statistika še malo bolj komplicirana, ampak če nekako seštejemo, to v bistvu spet vidimo porast. Spet bomo prebili 4300, zaenkrat projekcije kažejo 4300, 4400, kar je, mislim, da kar orang zalogaj. Zdaj, kar se tiče pa Telekoma Slovenije, mi v letnem poročilu vedno vpišemo, kaj mi štejemo kot incident in tudi lani smo pa pri uvedbi prvolinijske pomoči, katere zadeve se tam obravnavajo, kako se obravnavajo, tako da v bistvu mi zelo dobro pojasnimo, kaj mi smatramo za incident. Jaz nisem videl številko Telekoma, ki bi primerjala konkretne številke, ampak je vrženo samo na mizo 65% porast. Nekje drugje sem videl, da so beležili v enem letu 3 milijone incidentov. Pol bi moje vprašanje bilo, kaj potem smatrate kot incident? Če je vsak, če tako rečem, ping iz neznanega izvora, ki ga vaš firewall zazna, če že temu rečete incident, pol seveda so te številke fenomenalne, ampak to je nek dogodek. Zato, da iz tega rata incident in ga klasificiramo v eno od znanih kategorij napada, se morajo še dodatne druge zadeve. Tako da teh številk od Telekoma jaz ne morem komentirati. Vidimo pa porast tudi pri nas. Kako dobri smo na splošno v kibernetski varnosti? Videla sem en podatek, da smo po indeksu na 38. mestu za Hrvati in Srbi, ki so kar nekaj mest pred nami, ravno kar smo slišali danes napad v Srbiji. So res toliko boljši od nas? Mislim, 38. mesto nekako se ne zdi prav dobro. Zdaj, kako smo klasificirani, mogoče to tudi vpliva, kje delajo naši strokovnjaki. Če pogledamo, večina res teh specialistov na področju informacijske varnosti, saj kar govorimo iz Slovenije, dela za tujino. In zelo malo teh skrbi dejansko za podjetja v sami Sloveniji. Tako da, če z tega stališča pogledamo, je pač treba pogledati tudi, ali njihovi strokovnjaki delujejo v samih podjetjih, ki delujejo znotraj njihovih držav, ali tudi delujejo večina za tujino. Ker to potem tudi, če pogledamo, mi imamo eno tako zelo znano slovensko podjetje Bitstamp. Oni zaposlujejo zelo veliko število strokovnjakov za informacijsko varnost, ampak njihova kvota, tako rečeno, ne gre v kvoto Slovenije. Tako da tle
ne smemo gledati samo, kje kot država, ne, ampak kje smo na nek način kot prebivalstvo. Ne. Ker če gledamo samo Slovenijo, pole najverjetneje smo bolj odzadaj. Če pa gledali kot kvaliteten kader, pa ne bi rekel, da smo čisto Jaz bi bil bolj kritičen tukaj. No. Mislim, tako pogledal malo širši. Jaz vidim to, da v bistvu nas prehitevajo po levi in desni tisti, ki smo jim bili 10 let nazaj mogoče vzor. In jaz se spomnim, da ta prvič sem jaz poslal neko opozorilo takrat pristojnemu ministru leta 2012. Takrat smo imeli dvotedenski napad Anonymusa v Sloveniji na državno infrastrukturo, pa še na ene par drugih tarč, ki je bil uspešno odbranjen. No, in takrat se je pokazalo, da v bistvu pri takih resnih napadih se moramo malo bolj resno lotiti zadeve. No, in takrat je prvič šlo opozorilo, da je treba načrtovati in imeti vizijo razvoja tukaj. No, zgodilo se ni nič. Ne. Torej nimamo. Ponovadi tudi odgovora ni na taka opozorila. In v bistvu odločevalci v državi so z nekaj izjemami v bistvu ignorirali ta problem. Zato smo začeli zaostajati na vseh teh indeksih. In v bistvu zato tudi stežka zdaj ohranjamo korak z kolegi iz Evropske unije. Ne? In zdaj jaz samo pričakujem, da naslednja stvar bo, so poplave, ne? In da se bo v bistvu ta zaostanek še povečal zaradi dodatnih rezov. Ne? Kar jaz mislim, da je seveda napačen pristop. Mi moramo delati na tem, da bomo ulovili primerljive države. Ne, zaenkrat, če gremo pol tiste indekse pogledati, pa razčleniti, je tam en del, ki je incident response. Ne. Tukaj se lahko pohvalimo, da v bistvu tam imamo vse odkljukano. Zaenkrat še držimo glavo nad vodo, ampak tako naprej ne moramo več jeti. V medijskih klipingih vsakodnevno berem kibernetska varnost gor, kibernetska varnost dol. Govorimo veliko o kibernetski varnosti, takrat, ko je pa treba ukrepati, ko je treba imeti načrt, vizijo in pol tudi sredstva, zato da se to izpolne, takrat se pa vse razblin. In kdo bi moral v bistvu imeti to vizijo in zagotoviti sredstva? Pristojni odločevalci v državi. To pomeni premijerja, to pomeni celo vlado, to pomeni posamezno ministrstvo, ne vem, za digitalizacijo, kakorkoli kdo? Jaz bi rekel, kar vsi od naštetih. Vse bi pomagali. Okay. Zdaj mislim, da zadeva, če imamo uradni vlad za informacijsko varnost, je to v kabinetu predsednika vlade, jaz mislim, da je to pol stvar predsednika vlade. Ali pa širše sestave vlade, ministrov, ampak tukaj nekaj se mora spremeniti. Ne, ker zdaj tisto, kar je reševalo situacijo, so bile bolj kot sistemski pristopi, je bil splet okoliščin. Ne, da je prišel, torej smo imeli srečo po domače povedano. Da je prišel nek minister, ki je imel svetovalca, ki je malo razumel situacijo in je uspel malo pomagati. Ne, ni pa to bil sistemski pristop. Ne. Pa zanašali smo se na to, da smo nekako bolj v neki senci. Da smo mehni, pa nepomembni, pa kdo bi nas jezikovna barijera in podobno. Ne. Tega zdaj že nekaj časa ni več, ne. Sploh z umetno inteligenco so te ovire popolnoma padle za napadalce. Ne. In kot ste rekel, ne, se pravi čisto pri vrhu in to je tudi Evropska komisija v bistvu prepoznala, ne, in ravno poslovodstva podjetij in na drugi strani poslovodstva države, če temu tako rečemo, ni dobra primerjava, ampak vseeno, ne, tam se začne odgovornost. Ne. Prva stvar, ki je, najprej se mora izobraziti, drugo potem sprejeti neko varnostno strategijo, ne, in na ravni države in na ravni organizacij podjetij, ne, se pravi, ta strategija je ključnega pomena za to, kaj bomo delali. Ne, in tako kot ste rekel, ne, se pravi, sreča, pa bom rekel tudi neko zanesenjaštvo kadrov, ne, na tem področju, da so uspeli kljub vsemu ohranjati neko raven, kar pa seveda ne gre v nedogled, ne, in potem se nam dogaja tudi to. Ne. Precej smo se zanašali na srečo, bi rekel, ne, v zadnjih nekaj letih. Če pogledamo javno upravo, državna podjetja, pa nasplošno zasebna podjetja, smo kaj boljši, kaj slabši, je komu kaj bolj jasno, da je treba imeti strategijo in... Plusi pa minusi na vseh straneh. Pač recimo velika podjetja, sploh tisti, ki so prepoznani kot kritična infrastruktura, jaz mislim, da se je izboljšalo to zavedanje
da je to treba. Dosti teh podjetij ima tudi neke skladnostne zahteve, odvisno iz katerega sektorja so, da morajo izpolnjevati določene standarde in že to potem sabo prinese neko skrb za kibernetsko varnost in vidimo tudi, da odnos je v redu. Jaz mislim, kar je problem v zasebnem sektorju, so mala pa srednja podjetja. Ne? Pomanjkanje IT kadra, tudi v bistvu strošek tega IT kadra je za kakšno malo podjetje velik. Lahko najamejo zunanje strokovnjake, ti stanejo. Tako da to je problem in tukaj bi bilo treba iskati še dodatne rešitve. Zdaj srednje pa malo večja podjetja lahko pol tudi varnostno-operativni center najamejo na trgu. Ne? Nekoga, ki bo izvajal monitoring za njih in odzivanje na incidente in pol tudi poročanje nam. Kar se pa javnega sektorja tiče, je pa tudi, mislim, da se zavedanje v zadnjih letih izboljšalo. Zdaj je, a smo glih na najboljši način pristopili, kako se vse to organizira, to je zdaj stvar debate. Ne? Ampak nekaj se premika. Strategije so super, ampak kar pri nas zmanjka je pol akcijski načrt za uveljavitev te strategije. To je pa tisto, kjer pa svalimo, da bi pa rekel, okay, kdo bo to izvedel, pa dokdaj. To se pa noben ne želi zavezati, pa prevzeti odgovornosti, tako da te strategije obležijo nekje v predalu in jaz dostikrat pol tudi na predavanjih razlagam. Glejte, vi imate lahko briljantno strategijo o boju s požari v naravi. Ampak, ko je prišlo do požara, vi rabite gasilce. Vi rabite operativce, ki bojo šli reševati nastalo situacijo. In če jih ne boste imeli, boste zgoreli. Strategija vam takrat ne bo pomagala. Prej ste omenili jezikovno bariero. So še vedno napadalci, vedno tujci, velikokrat se omenja recimo Ruse. Ali imamo tudi kakšne slovenske hekerje, ki izvajajo kakšne napade tudi uspešno? No, zdaj to je težko takole reči, ne, ampak zagotovo to niti ni več pomembno. Ne. Se pravi, dejansko je čisto vseeno, mi smo del Evropske unije, smo del NATO, ne, in kot taki sigurno smo tarča. Ne. Sodimo v tisti del, bom rekel, razvitega dela sveta, ne, kjer so po eni strani potencialni dobički za napadalce, bom rekel, relativno dobri, ne. Tako da niti ni pomembno, ne, kakšne narodnosti so hekerji, ne. Bolj je pomembno, kako smo mi zaščiteni notranje. Ne. Da, se morda že ve za HSE, odkud so bili? Ne, da bi jaz vedel. To sem hotel prej še dodal. Ne. Torej se ve, približno. Ne morem komentirati. Pozabili smo mogoče na proizvodna podjetja, ne, ki niso mala in srednja, ne, so lahko zelo velika. Včasih imajo tuje lastnike, ne, in je, bom rekel, tukaj lokalno ozaveščanje o kibernetski varnosti zelo nizko. Ne. Gre pa za uporabo, bom rekel, nekih operativnih omrežij, operativnih sistemov, robotov in podobno. In če tukaj zaščita ni ustrezna, so lahko posledice velike. Ne. V elektrogospodarstvu smo videli, da je ta ločitev bila uspešna, ne, kar je zelo dobro, ne. V nekih proizvodnih okoljih, kjer nimajo neke ostre sektorske zakonodaje, ne vem, farmacevtska, avtomobilska in podobno, ampak ostalo je pa lahko precej izpostavljeno. Ne. To ste dobro izpostavili, ker še en problem je, ne. Pri tujem lastništvu se včasih zgodi, ne, da tuji lastnik želi skoncentrirati vse na svojem sedežu. Ja. Se pravi, če je avstrijski lastnik, ne, da v bistvu je tudi skrb za varnost pol na sedežu v Avstriji. Ne, in tukaj torej ne želi zaposliti kadra, ki bi pa lahko odreagiral takrat, ko pride do incidenta. To pomeni, da so hčerinske družbe bolj problematične. Ja. Zdaj smo slišali precej enih slabih ocen in kaj nam vse manjka. Vi ste bili na tako imenovanih olimpijskih igrah v kibernetski varnosti, kjer je bila Slovenija skupaj z Italijo 4., kar pomeni dobro mesto tik pod stopničkami. Kako to, rekli ste prej, veliko slovenskih strokovnjakov recimo ne dela v Sloveniji, je bila tudi ekipa taka, ali ste bili v ekipi dejansko ljudje, ki tudi živite in delate v Sloveniji? Sej to se je predvsem pokazalo na tej vaji. Ne. Večina ljudi, ki je sodelovala na vaji, ni tako rečeno povezanih direktno s Slovenijo drugače, kot da tle živijo.
ne, da imajo slovensko državljanstvo in izredno malo delajo, ali naj si bo to za slovenska podjetja, ali naj si bo to za slovensko javno upravo. Ne. Tukaj imamo podjetja, ki večinoma delajo za tujino. Seveda pač dolgoročno tako ne bo mogla delovati tudi Slovenija, kar sta tudi sogovornika povedala, ne? Ker mi smo trenutno, glede na raziskavo Urada Republike Slovenije za informacijsko varnost, edina država v Evropi, ki nima magistrskega študija kibernetske varnosti. Ne? In vsi tile, ki so na nek način samouki. Nekdo, ki se je sam naučil, nekdo, ki je sam raziskoval področje in sedaj je prišel na tak nivo, da ga tudi tuja podjetja najemajo oziroma dela v tujini. Ne. Tako da tukaj je dejansko ta na nek način prepad med samo Slovenijo kot tako oziroma varnostno v Sloveniji, pa potem kakšne strokovnjake dejansko bi lahko imeli oziroma to, kar si pač določeni želijo, to, da bi imeli neko response ekipo, prišla na kraj dogodka in rešila stvar tistikrat, kar se pač da. Seveda tle je pa vedno problem, sam vsega ne boš rešil, zato ker vseeno moraš poznati sisteme, moraš vedeti, kako tisti proces deluje, vedno moraš imeti lokalni support tistega podjetja, katerega greš reševati, in to se vedno pokaže na ta način. Zdaj, centralizacija IT-ja se pa marsikje, saj kar se z našega stališča tiče, ko delamo za tujino, izkaže boljše. Predvsem zaradi tega, ker potem tudi, ko pride do incidentov, lahko pride do incidentov samo v neki manjši, ali ne si bo to državi ali poslovalnici, in zelo hitro lahko se business continuity plan zlaufa naprej, pa ni potem take škode za samo podjetje. Tako da tukaj, kar mi opažamo, saj kar se pri podjetjih tiče večjih, je ta centralizacija informacijske varnosti dosti bolj dvigne nivo kibernetske odpornosti, kot da bi pač imeli to prerasporejeno na več različnih manjših oddelkov. In ta vaja na tekmovanju, kako je to izgledala? Vas je 20 poskušalo odreti, ostalih 20 se je pobranilo, ali kako je to izgledalo? Ta vaja je v bistvu tako, da pač si ekipa Slovenija-Italija, letos smo bili prvič z ekipo Italije, predtem smo bili 2-krat sami, nas vrže na nek način v virtualno državo, kjer moramo celotno državo ščititi. In to se tiče od elektroinfrastrukture do bančnega sistema, vojaških sistemov, raznih podjetij, novic in tako naprej. Potem pa druga država oziroma drugi napadajo, pa želijo narediti kibernetske incidente, prevzeti nadzor nad elektroomrežjem in vse te stvari. In pač dejansko tam je to neka vaja incident responsa, ki ga želi pač NATO uvesti oziroma implementirati v države članice. Se pa tukaj vidi, mogoče ta stvar, da tudi v samih takih sistemih mora priti do spremembe mišljenja, ker kibernetska varnost ni čisto enako kot fizična varnost. Pri fizični varnosti vemo nek perimeter, vemo, naprimer, s kje bo prišel napadalec, pa lahko rečemo, lejte, vse, kar pride z tiste strani, odbijemo, pa gremo naprej. Kibernetska varnost pa tukaj dosti bolj kompleksna. Nimamo samo ene vhodne točke, lahko pride, ali si bo to prek zaposlenih, prek ključkov, prek mailov, preko bilo česa. Tako da tukaj je dejansko potem malo drugače za razumeti oziroma naslavljati kibernetsko varnost kot samo fizično varnost. Velja tudi pri hekerjih, tako kot pri dostih drugih kriminalcih, da so vedno en korak pred tistimi, ki jih lovijo, sploh recimo v Sloveniji gospodarski kriminal, vedno so se spomnili nečesa novega, preden je to prišlo ali v zakonodajo. Seveda, ker vi rabite dogodek, da lahko na njega smete sploh odreagirati. Drugače smo na unem v bistvu zelo spornem področju, da bi že vnaprej nekoga za kriminalca razglasili, prednji je naredil, že sam, da bi rekel, da je razmišljal o tem, da bo nekaj naredil. Tako da to je seveda nujnost in to ne bo zgidelj. Vedno mora priti do nečesa
do nekega incidenta ali pa kriminala, da lahko potem odreagiramo na to, ne? Drugače ne gre. Torej, najprej moraš ugotoviti, da je nekaj sploh možno, zaradi tega, da se tega naučiš. Ampak Ja. oni torej razmišljajo naprej. Je pa seveda tukaj zdaj scena se je zelo spremenila. Mi smo ob 20-letnici naredili dokumentarc Hackeri.si, kjer smo pokazali 4 faze pa tega razvoja hekerske skupnosti v Sloveniji, ne. In dobili tudi ljudi, ki so bili takrat v svoji mladosti hekerji, ne, in so bili pripravljeni to pred kamero o tem govoriti, ne. Zdaj zadeva se konča v bistvu, če smo takrat na začetku govorili v bistvu o zanesenjakih, ne, in je heker v bistvu pomenil tudi nekega upornika proti sistemu pa tako naprej, ne, se zdaj vse obrača okrog denarja. Zaslužek. Ne. Torej, Diranje v kjer sisteme lahko za nekaj to, da dejansko se v dobiš. bistvu ukrade nekaj, ne. Razen če govorimo o tako imenovanih state sponsored napadih, ne, kjer naj bi državne službe bile za v bistvu nekimi skupinami, ki izvajajo te napade. Tam je v bistvu so drugi interesi, ne, ampak dominanten je pa ta organiziran kriminal, uporablja zdaj to za velike zaslužke. Ravno prejšnji teden je bil en napad na 13 držav, na Slovenijo sicer ne bila, pa recimo Italija in Madžarska, torej 2 naši sosedi, kjer so se menda uporabljali popolnoma uradni dokumenti, tudi diplomatski. Je šlo torej tukaj za napad ene države na ostalih 13, predvsem je šlo v povezavi z Izraelom pa z pomočmi in podobno. Zelo možno je to in to seveda je stalnica in tudi mi ob predsedovanju pol seveda beležimo več poskusov nekih napad, da se pod krinko recimo slovenskega veleposlaništva, čisto konkretno se spomnim tega primera, v Pekingu, ne, razpošlje pošta ostalim veleposlaništvom držav članic EU glede nekega sprejema na veleposlaništvu, ki se dejansko takrat dogaja. Se pravi, nekdo ve, da bo sprejem za ostale članice EU iz Slovenije in se proba v bistvu podtakniti nek virus. Ker oni odprejo ta e-mail in potem ti gre tako, v sistem. Ja. In te napadi se povečajo, kadar je Slovenija bolj izpostavljena. 1. januarja mislim, da postanemo nestalna članica Varnostnega sveta. To je sigurno tudi nek moment, ki bo vplival na dinamiko, oziroma bomo morali biti še bolj pozorni, in te napadi se seveda tudi dogajajo. In zunanje ministrstvo je enkrat že bilo tarča napada, naša diplomatska mreža, sicer v nekem širšem napadu evropskem. Kaj se je takrat zgodilo? Je šlo za kaj takega? Tudi tega primera ne morem komentirati. Da se vrnemo k vam, z 17. oktobrom prihodnje leto mora Slovenija v svojo zakonodajo implementirati NIS-2. Prej smo slišali, 68 zavezancev trenutno more poročati CER-u Slovenije. Ta direktiva to precej širi in precej spreminja stvari. Kaj konkretno prinaša in ali bo morda s tem naša oblast posredno in neposredno prisiljena, da kakšno strategijo sprejme, kaj malo boljš uredi, mogoče razpiše tudi podiplomski program za kibernetsko varnost. Nam morda lahko nekaj takega malo odpre oči in hkrati spodbudi naše delovanje. Nekako smo navajeni, da ko pride neka pobuda ali iz EU ali pa tudi od naše vlade, vedno gledamo, da je to neko breme, neka administrativna pogruntavščina. V tem primeru, moje osebno mnenje, je zadeva dobro premišljena. Se pravi, že prvotna direktiva iz 2016 je zastavila, vzpostavila se je mreža CERT-ov, vzpostavili so se neki protokoli delovanja, obveščanja in zdaj je enostavno čas, da se to razširi. In tukaj dejansko moramo gledati to razširitev kot neko mrežo senzorjev, ki pošiljajo signale v celoten organizem EU-ja, kjer so določene organizacije, ki potem na osnovi tega lahko ukrepajo in zaščitijo vse ostale. Tako da iz tega stališča je to sigurno nek pozitiven premik. Jaz verjamem, da bo teh pozitivnih premikov bistveno več, kot pa mogoče tistih negativnih, ki recimo jih gledamo kot stroške, breme in tako naprej.
Tako da to je sigurno neka poteza, ki bo spremenila odnos celotne družbe do kibernetske varnosti. Zdaj število zavezancev, zadnja informacija od Ursijeva je bila že preko 1000. Jaz sem prepričan, da jih bo tudi preko 1500 prišlo, ne, in potem bo tukaj še en val, ki se bojo sami prepoznali, ne, v naslednji fazi zaradi obvladovanja dobavnih verig, kjer bomo tisti, ki bomo zavezanci, bodisi bistveni ali pomembni subjekti, morali pač obvladovati tudi nabavne verige. Ne. To je tudi mogoče ena od stvari, ki jo bomo mogoče se do nje še vrnili pri napadih, ki smo jim bili priča. Se pravi, en od večjih vektorjev napada, in to je Evropska komisija oziroma strokovnjaki v tem okviru so to prepoznali, so dobavitelji. Ne. Se pravi, tisti, ki pač tako ali drugače imajo dostop do informacijskih sistemov ali pa do dela informacijskih sistemov, do informacij, izmenjava pošte, direktorska sporočila in podobno, phishing napadi grejo lahko preko njih, ne. Sami pa niso dovolj veliki, da bi bili ustrezno zaščiteni. Ne. Ampak približno teh 1500 kdo paše noter, torej, če se ne motim, so zavarovalnice, banke, farmacija, hrana. Tako, med bistvenimi je 11 sektorjev, temu je dodanih še 7 sektorjev, recimo poštne storitve, prehrambena industrija, farmacijska industrija, odpadne vode, ne, to se je dodalo potem odpadki kot taki, ne, odpadne vode so zelo med bistvenimi subjekti, ne. Digitalne storitve, raziskave, vse, kar bi lahko zelo bistveno vplivalo na naše življenje. Ali nas zmanjka elektrike, ali nas zmanjka hrane, ali zmanjka zdravil oziroma nekaj takega. Tako. Ali pa internetne dele. Ali pa interneta, kar pomeni, da smo itak mrtvi, ker se ne znajdemo več nikakor. Kaj bo to pomenilo za vas? Zdaj imate 68 zavezancev, ne najdemo v manj kot letu, jih boste imeli morda celo 1500. Velik izziv, ne. Zdaj, z naše strani, ki razmišljamo o tem, kako bomo določene zadeve v NIS direktivi izvedli, ne, določene vemo kako. Ne. Pri določenih se pa vidi, da je pa komisija mogoče imela neko idejo, ki je sicer dobra ideja, ne, ampak premalo še razdelano, kako bo to v praksi potem izgledalo. Veliko se ukvarjamo s tem, ne, ker skoraj zdaj že vsakodnevno se odkrijejo nove ranljivosti, ne. In mi pridobivamo informacije o teh ranljivih potem izpostavljenih strežnikih, ne, v slovenskem prostoru in to razpošiljamo naokrog in to obvladovanje tega postaja v bistvu kar velik izziv, ne. Da v bistvu sprocesiramo vso to informacijo in da to pošljemo do konca. Kako bomo številčno uspeli to, sploh, če ne bo neke, kakor sem rekel, vizije razvoja, ne, in tukaj nekega resnega preskoka, ne, ker mi imamo problem v tem, veliko se govori, kako kadri so problem, ampak smo imeli situacijo, ko so kadri prišli do nas, pa se želeli zaposliti, pa mi nismo imeli denarja za zaposlitev tisto leto. Ne. To je pa tista realnost, s katero se mi pol soočamo. Ne. Torej ste zelo priljubljen del javnega sektorja. Bom rekel tako, da je brez lažne skromnosti, da v bistvu glede na rezultate, ki smo jih dosegali v zdaj skoraj 30 letih, lahko rečem, da smo privlačna destinacija za ljudi, ki jih to zanima. Ne, za določene stvari boste težko našli kje drugje v državi primerno delovno mesto. Ne. Recimo ena taka je analiza zlonamerne kode, ne? Analiza različnih programskih virusov, trojanskih konjev in tako naprej. Zato so potrebne zelo specializirane izkušnje in specializirana oprema in to mi redno počnemo. Vsakodnevno in potem tudi izmenjujemo v mreži CERT podatke s kolegi, ki podobne stvari počnejo. Tako da za tiste, ki jih kibernetska varnost zanima, sigurno smo zelo zanimiv zaposlovalec v javnem sektorju, ne. Tako da to srečo imamo, ta imidž. Zdaj, sigurno pa ne moramo imeti tega, da ta plačni sistem je treba urediti. Ne. Pa ne bom govoril zase, jaz imam že delovne dobe za dosti in pol, v bistvu ta plačni sistem je, da štima tako, da po določenem času v bistvu
Nekam vsem prelezeš. Vsaj nekam prelezeš. Ne. Problem imamo pa s temi kadri, ki pridejo takoj iz fakultet. Kako imate pa kaj razmerje moške in ženske? Verjetno nimate prav veliko žensk. Ja, v bistvu nam je to program ozaveščanja, ta varni na internetu, nam je v bistvu pomagal pri tem, ne, da imamo zdaj veliko bolj uravnoteženo sestavo. Ja. Tako da v bistvu mislim, da nas je 12, ne, od tega imamo 4 kolegice. Jaz sem ravno včeraj v komisiji za inženirko leta, sem včeraj glasovala in je ena bila vaša neka bivša sodelavka, tudi se ukvarja s kibernetsko varnostjo, tako da vsakeno super. Obstajajo tudi punce, ki jih to zanima. Vi ste pa rekli, veliko Slovencev, ki se ukvarja s tem in so samouki, dela v tujini. Zakaj? Jih naša podjetja ne plača dovolj sploh zdaj bomo imeli nadamo 1500 zavezancev. To pomeni, da imamo malo morje podjetij, ki rabijo ljudi, da jim bodo pomagali. Tisti, ki to znajo, delajo za tujino. Zakaj? Jaz bi rekel, da so tle predvsem izzivi. V Sloveniji vseeno nimamo tako velikih podjetij, tako velikih organizacij, da bi tem ljudem predstavljali to challenge. Nek izziv, nekaj takega novega, drugačnega, kot nek en sam mali vrtiček, katerega bomo obdelovali. Tukaj res ti ljudje največkrat rabijo izziv. Tudi to, kar če se nazaj vrnemo k vaji, na vajo ne pridejo zaradi tega, ker jim nekdo plača, ampak zato, da vidijo nekaj novega, da poskusijo in da imajo nek drugačen izziv, kot ga srečajo vsak dan. In torej 4. mesto je bilo zato, ker ste odbili manj napadov, kot ostali prvi 3, ali kako ste? Več napadov. Več ste jih odbili? Seveda. Pa ste bili vseeno 4. Kaj pa je torej naredil prvi? Prvi jih je največ odbil. To pravim, torej ste jih manj kot prvi 3 odbili. Tako, je pa tudi tukaj, kar smo imeli največ problemov. Tako čista zanimivost je, nismo se dali dovolj posvečanja temu, in sicer komunikacija z javnostjo. Znotraj vaje je tudi komunikacija z javnostjo. To je dobro, da se le odreagira, smo rekala, ne? In tukaj smo bili precej porazni, tako bom povedal, kar se tiče komuniciranja z ljudmi, ki so živeli v naši virtualni državi. Smo bili čisto na repu. Ena od ekipe, pa vam bom pomagala pri PR-ju. Vi verjetno na drugi strani ste srečni, da nimajo naša podjetja in tiste, za katere delate, prevelike težave in da so te težave, ki jih imajo, premalo izziv za najboljše strokovnjake na kibernetski varnosti. Težave s pridobivanjem strokovnjaka imamo sigurno vsi. Zdaj, naša strategija, ne samo na tem področju, je vedno bila, da smo privlačen zaposlovalec, se pravi, da poskušamo nuditi neki izziv, tudi strokovni, predvsem strokovni izziv. Zato imamo tudi veliko mladih kadrov, imamo tudi dekleta na tem področju. Tako da na tem veliko delamo. Je pa res, da delo v enem vrtičku je lahko precej suhoparno. Te napadi nekomu izgledajo zelo zanimivi od zunaj, v resnici gre pa za vsakodnevno delo, preverjanje množice nekih obvestil, ugotavljanje, kakšna pravila bi bilo še treba napisati, da se bolj odkrije, bom rekel, tisti napad, kje vse so še ranljivosti na koncu, ko pride do napada. Tudi če ni odgovornost je na poslovodstvu, in to tudi NIS jasno pove, in to potem bomo še veliko govorili, ampak nek IT-ovec, nek strokovnjak za kibernetsko varnost, ki skrbi za to okolje in je doživel, uspešen napad, to je travma, to se je treba zavedati. Drugo, kar velja tudi omeniti, to področje, tako kot si prej omenil, manjka neka profesionalizacija v smislu čististe inženirske profesionalizacije, ki smo jo vajeni iz drugih področij, ravno zaradi tega samouštva. Velikrat so ravno strokovnjaki za IT na nek način tudi premalo podučeni, preveč samozavestni, odpirajo recimo administratorske pravice, jih svoj osebni profil, ki ga imajo za vsakodnevno delo, nekako vežajo z administratorskim profilom
In to vse ponuja priložnost. Ne. In tukaj nam manjka recimo ta študij, ravno zaradi tega, da se te zavest o tem, da se postopki uredijo, da se ve, kaj vse mora znati nekdo, da lahko doseže določeno raven. Ne. Samuk bo seveda super, ne. On je zagrizan, on pač želi spoznavati nove stvari. Ne. Ampak vprašanje pa je, če lahko sam pride do vseh teh postopkovnih. Ne, zato če problem. Če ima ustrezna pooblastila za to, da doseže neke spremembe. Ne, ker... Ravno to komuniciranje z javnostjo, ne, to se mi zdelo zelo zanimivo. Ne. To je točno to. Ne. Mi se znamo braniti, znali bi napadati, verjetno tudi, ne, če bi bili v tej vlogi. Ampak kaj pa je treba v svoji organizaciji narediti? Prvič, da zagotovimo budžet za neke spremembe, da privabimo kader, ne, to je spet tudi tehnično. Se pravi, nek kadrovska služba ne more sama poskrbeti za to, se pravi, rabi z druge strani neko informacijo, kako prije do kadra, ne, kaj so tiste točke, ki so zanimive. Ne. Sem se pa zdaj spomnil na en primer, ne, ki je sicer iz javnega sektorja, ne, da v bistvu se lahko vzpostavlja, pa dela neke pravilnike o tem, kako je treba zaščito imeti na takem nivoju, pa take ukrepe sprejeti. Pride novo izvoljeni minister, ne, in reče, jaz hočem pa zadevo tako. Tole mora delati. Pa je v nasprotju s tem, kar tisti pravilniki, ki so bili z razlogom ščitenja omrežja, zagotovili. Spomnim se pa tudi enega primera iz malo večjega incidenta, no, kjer sem pa tudi poznal nekoga v upravi, ne, in so imeli nek incident, ne. Uspešen ali neuspešen? Uspešen incident, ja. Okay. In sem potem seveda dal nekaj nasvetov, ne. Yeah. In sem bil v bistvu odpravljen s tem, to smo se mi, člani uprave smo se že pogovorili in že vemo, kakšna je rešitev. Ne. Ja, sem mislil, vsi ste strokovnjaki za informacijsko oziroma kibernetsko varnost. Ne. Tako da to pa so pasti, ne, da povzročijo, da se nekdo, ki je nastavljen za to, da bo skrbel za informacijsko varnost v podjetju, ne, počuti udrinjen ali pa da tako rekoč premeščen v klet, ne, ti tam neki deli svoje zadeve, pa ne moti preveč. Ne, nas. Omenili ste prej že podiplomski program, ravno prejšnji teden je predsednik SBC Pečečnik pisal ministrici Duh Stojmenovi, da imamo čist preveč težav s prehodom in z digitalizacijo, in ena od njegovih pozivov je, da bi neko programiranje, računalništvo in podobno splošno znanje, veščine z področja IKT-ja vključil že tako v osnovno šolo, kar se recimo sploh Poljakom, ki imajo to, kaže kot zelo dobro. Zdaj smo imeli v Sloveniji tekmovanje programerjev, študentov in naše ekipe so bile od 30 do 58. mesta od 60, kar ni prav dober, ne. Sicer ste bili vi dobri na vašem tekmovanju, medtem ko naši programerji malo manj, bi to spremenili na splošno tudi več ljudi v ta sektor potegnilo, če bi otroci bili v bistvu že od 6., 7. ali pa vsaj 10. leta vrženi nekako to, spoznali to in bi bilo in fantom in predvsem tudi puncam stvar bistveno bliže in bi se potem večkrat odločili za nadaljevanje študija, magisterij, doktorat in splošno za to panogo. Definitivno, čeprav bi jaz tle celo malo obrnil oziroma dodal, ne, da želimo biti digitalna družba. Ne. In s tem, ko želimo biti digitalna družba, gledamo vedno kot kibernetsko varnost zadnjo stvar. Ne. Ampak v osnovi kibernetska varnost je vseeno, ima besedo noter varnost. Kdaj se mi varnosti učimo? Mi se varnosti učimo od takoj, ko se rodimo naprej. Ne? In kdaj damo otroku digitalne naprave, tablice, telefone, 2-3 leta in damo takoj, naj tam gledajo, pa delajo karkoli. Ne? In mislim, da bi ta kibernetska varnost oziroma zavedanje mogli spodbujati že tako rečeno v vrtcih, ne samo potem, ker kdaj damo mi, ne vem, kdaj pošljemo otroka čez cesto. Ne? Vsekakor mu daš prej telefon, ko sme iti v šolo samo. Pa tam se pogovarja po Facebooku, Messengerju, TikTok gleda in vse ostale stvari. Ne? Tako da mislim, da kar se same kibernetske varnosti tiče, bi jo mogli res kot digitalna družba se zavedati, da je to osnovna varnost v sami digitalni družbi. Ne? Kibernetska varnost, osnovna varnost, ki bi jo mogli imeti razvito. Ne? Dokler se tega ne bomo zavedali, seveda to nazaj, kar smo se pogovarjali prej, ne? Sistemska stvar, ne?
bomo vedno capljali nekje od zadaj. Smo imeli tudi pred kratkim, smo bili na Norveškem, ekipo mladih v Cyber Security, je bilo tekmovanje European Cyber Security Challenge in smo bili tam pa tudi na repu, ne? Kar se tega tiče. Ne? Tako da potem... So bili študenti, ali kako? Tako, študenti od 15 do 25 let. In tukaj se potem tudi to vidi, da ni sistemsko pravilno rešeno oziroma pristop trenutno ne daje nekih rezultatov. No. Rekli smo, recimo, približno 1500 novih zavezancev, prav v IKT sektorju primankuje največ kadrov, če pogledamo, koliko ljudi dela v tem sektorju, pa koliko jih iščejo. Sicer je bil največji porast, ravno danes sem videla statistiko, okrog 6% več zaposlitev je bilo ravno v IKT sektorju. Hkrati sem pa videla en podatek, da je bilo v zadnjem letu na internetu samo 3,5% vseh oglasov za IKT sektor, medtem Slovaška, ki je bila najboljša, jih je imela skoraj 17. To pomeni, da bistveno več tega iščejo. Kako bodo vsa ta podjetja, ki bodo zdaj zavezana k tej direktivi NIS2, sploh reševala vse to, glede na to, da imamo premalo strokovnjakov, še veliko tistih, ki jih delajo v tujini, nenadoma 1500 podjetij rabi ljudi, ki jih morda niti nima. To je sigurno dobro vprašanje. Zdaj, sama stopna oglasov, to je zelo odvisno od samega sistema, kako se kader išče. Ne? Se pravi, tukaj so še posebej na tem področju druge poti od direktnega sodelovanja z fakultetami do tega, da večina teh podjetij, ki se ukvarjamo z informacijsko tehnologijo na splošno, nas pač pokličajo, kandidati. To pomeni, da sploh ne pride do oglasa, ker se kadre pobere tako iz trga. Tako da to je težko primerjati. Dejstvo pa je, da je kadra premalo. Se pravi, tukaj si ne gre kaj dosti zatiskati in to je pač na eni strani izobraževanje same politike, nagrajevanje v končni fazi tudi, recimo, kaj ti kadru nudiš. Zopet manjša podjetja teže nudijo neko perspektivo za izobraževanje, za usposabljanje naprej, tako da s temi težavami se vsi srečujemo. Dejansko pa podjetja seveda lahko na trgu poiščajo rešitve, svetovanje in podobno. Je pa fino, da imajo tudi znotraj podjetja nekega sogovornika, ki vse to koordinira. Se pravi, v prvi fazi zavedanje, da je odgovornost vedno na strani poslovodstva, se pravi, ne more te odgovornosti poslovodstvo prenesti niti interno, niti navzven. Lahko si skozi pogodbe deli določene odgovornosti, ampak v končni fazi odgovornost je znana. Lastništvo nad odgovornostjo je znano. Zdaj zunanji svetovalci lahko sigurno pomagamo pri tem, da naslovimo tiste točke, ki so za podjetje najbolj pereče, se pravi, kje ima podjetje največje pomanjkljivosti, katere pomanjkljivosti pokrijejo, bom rekel, največ koristi prinašajo. Vemo, da podobno kot pri certificiranju po določenih standardih, če imaš ti 27.001 standard, boš pokril, 85% zahtev po neki varnosti. Nadaljni standard, ki ga boš imel, ti bo pokril vedno manjši delež. Podobno je pač tudi tukaj. Se pravi, so neki ukrepi, ki jih je treba najprej narediti in s tem pokrijemo večji del pomanjkljivosti, potem se posredotočimo na naslednje. In zato je pa potrebna strategija. Varnostna strategija, kjer podjetje vidi, dobi neke časovnice, se odloči za neke ukrepe in potem tudi sodelavci, ki delajo na tem področju, vejo, v katero smer. Ne, da ko pride naslednji minister ali pa naslednjo poslovodstvo, da ti v bistvu vse podreza nazaj. In potem dejansko ne veš več, pri čem si. Tako da to je zelo pomembno. In mislim, da to NIS2 dejansko prinaša. Bo kakšna kazen, če se ne bodo prilagodili temu, ali kako pač? Za razliko od GDPR-ja, ki je bil tudi nekako dojet potem, kot saj kazni so, ampak v narekovajih, tukaj mislim, da bojo kar ustrajali pri tem. In tudi mislim, da se bo v letu, se pravi, ne drugo leto, ampak v 2025 bi se znali že kot primer najti tudi kakšno kaznovanje. To je seveda ugibanje, ampak
kazni so visoke. Ne? Kazni so določene kot minimalne kazni. Zdaj, glede na velikost naših podjetij, naših organizacij, je 10 milijonov dejansko zelo visoka kazen. Ali pa delež od letnega prometa in tako naprej, letnega svetovnega prometa za podjetja. Ne? Tako da kazni so visoke, ampak tisto, kar je bistveno, je to, da so to določene kot minimalne kazni in država se ne bo več mogla izogniti, tako kot s neko svojo lastno zakonodajo. Ne? Mislim, da bo to mogla pač ugraditi. Podobno se sektorji ne bojo mogli izogniti, ne? Če je zdaj, ne vem, bančni sektor je zajet pod bistvenimi subjekti, ni več načina, tako kot je bilo pri prvotni NIS direktivi, ne, da se je določen sektor lahko izvzel potem z nekimi pač drugimi ampak ukrepi. Oni so pa tudi v direktivi DORA, ki pa začne 2025. Točno tako začne, to ni direktiva, to je uredba. Se pravi, DORA začne veljati neposredno, se pravi 17. januar 2025 je to zakon, ne, za vse finančne ustanove. Na DORA je treba gledati kot na nek, bom rekel, lex specialis za NIS-2. Ne. Se pravi, ta sektor ima še svoje posebne zahteve, ki jih mora izpolnjevati, s tem, da NIS-2 še vedno za njih v celoti velja. Ne. Bo torej pri vas manj prijavljenih incidentov, seveda jih bo več, zato ker bo toliko več zavezancev, ampak če bi zdajšnjo številko pomnožili, delili za 68, pa pomnožili s 1500, bojo te direktive pripomogle k temu, da bo teh incidentov manj? Jaz zaenkrat si ne bi upal nekaj tazga trditi, ne, glede na trende, ki jih spremljamo, ne vem, zadnjih 10-15 let. Morate pa razumeti, da mi ne dobivamo prijav samo od zavezancev, ampak sprejemamo tudi prostovoljne prijave in teh je večina. Se pravi, da v bistvu se odločijo ali podjetja ali posamezniki, da nam prijavijo nek incident in iščejo pri nas neko pomoč, pri tem, kako v bistvu nasloviti te probleme, ki jih imajo. Tako da se bo delež v bistvu tistih, ki bojo poročali zavezanci, ne, seveda že z dosti enostavnim razmislekom se bo povečal, a bo to v bistvu tudi naredil en velik boom pred tem skoku incidentov, ne, tega si pa ne bi upal zdaj napovedati. Ne. Bomo pa delali na tem, da bomo, če bo do tazga bomo prišlo, da bomo uspeli nekako obvladati situacijo. Ne. To je največji izziv. Ne. Ampak vedno vam prijavijo incident, ki je bil uspešen, ali tudi vam kdaj samo poskus, pa so ga odbili? Vse javljajo. Ampak verjetno delež katerih je večji? Jaz mislim, da delež tistih, ki so uspešni. Ne, odvisno je malo od kategorije incidenta. Ne. To bi bilo treba zdaj malo razmisliti, pa je čez tiste kategorizacijo. Ne. Pri nekaterih mogoče več poskusov dobimo, pri nekaterih recimo je pa vedno, ko se ta incident zgodi. In ravno to napadi z izsiljevalskimi virusi. Ne. To pomeni, da je do napada z izsiljevalskim virusom prišlo, ker je pol prišel v to kategorijo. Drugače bi to bil samo vdor v sistem, ne. Ker ne vemo, kako bi se nadaljeval. Ne. Tam dejansko pride vsak incident, tam je uspešen za napadalca. Obstaja kakšna ocena, koliko denarja na leto slovenska podjetja plačajo hekerjem, ker so bili uspešni pri svojem vdoru? Številke, ki jih zahtevajo, so včasih kar precej visoke. Že zdaj pri HSE-ju so bile tako za vdor, kot tudi potem za razkritje teh dokumentov. Kristalna krogla, pa malo kreativne igre s statistiko, ne? Da rečete, vemo, koliko je bilo uspešnih ransomware incidentov in mi v letnem poročilu recimo tudi omenimo, koliko je bila povprečna odkupnina zahtevana, ne? Ampak ne vemo za vsak primer, ne? Nam ne razkrijejo prijavitelji tega podatka. Kakšne številke govorimo? Tukaj govorimo recimo o tem okrog 15-20 tisoč evrov. Ne? No, ker to, kar ponavadi sliši, so bolj milijoni, kot tisočaki. Ja, napadalci pogledajo v bistvu in ocenijo, za koliko vas lahko izsiljujejo. Neko mikropodjetje, da bojo prišli tja pa rekli, dajte mi 3 milijone, nima smisla, ker jih nima. In bo spet propadel biznis model. Ne. Oni morajo v bistvu zadosti podatkov dobiti o podjetju, koliko je veliko, kakšni so prihodki, odhodki, kakšni so te denarni tokovi, kakšno je premoženje in temu prilagodijo svojo odkupnino potem. Ne. In mi vemo, da v bistvu večina primerov, ki je nam prijavljena, je od malih in srednjih podjetij. Zato je ta odkupnina
recimo temu, sorazmerno nizka. Ne? Kakšna je bila pa največja do zdaj, ki so jo dejansko plačali? Pa ne rabimo povedati, kdo, sam znesek. Tega podatka, mislim, te največje, po moje, nam ni nihče želel razkriti. Ne? Se pravi, pod določeno. Torej je bilo sram, koliko so plačali za uspešen. Koliko niso plačali za obrambo. Recimo tako, no? Mislim, pri drugih incidentih, recimo pri tem business email compromise oziroma urivanju v poslovno komunikacijo, kjer v bistvu pridejo not v e-mail račun, recimo nekoga v računovodstvu ali pa v nabavni službi in potem čakajo na to, da se bo zgodila neka denarna transakcija in jo skušajo preusmeriti na nek tuj račun bančni. Mi smo imeli primer v Sloveniji, ki sicer se je pol uspešno rešil v višini 3 milijone evrov. Je šlo za v bistvu nakazilo, ki je bilo že izvedeno, ampak en del je ciljna banka zaustavila, ker so bile vsote tako visoke, da so sprožile neke mehanizme zaščitne pri ciljni banki v tujini in pri Uradu za preprečevanje pranja denarja. Tako da se je ves denar se je vrnil, ampak tukaj vidite, v kakšnih zneskih, tudi v mali Sloveniji. Govorimo, ja. So zato aktualni toliko bolj bitcoini, to je pač bistveno težje, ne? Če nekdo želi plačati. Noben ne bo vmes tega. Če mene vprašate, je bitcoin enabler kriminala na internetu. Ne? Ampak priznam, da sem pristranski, zato ker v bistvu to je večina transakcij, ki jih vidimo. In tudi tuji varnostni strokovnjaki sprašujejo, kje so zdaj vse tiste koristi blockchain digitalnih valut oziroma kriptovalut, mi tega ne vidimo. Ne? Kakšne so pa največje svetovne številke, ne vem, v tem svetu se ve, kdo je največ do zdaj plačal nekim hekerjem za to, da so dobili nazaj ali kakšne podatke, da so jim postavili sistem? Mogoče se preveč posvečamo tem številkam. Ne? Tudi bitcoini, primer v Ameriki, ki je bil, večina so dobili potem nazaj, preko, se pravi, zvezni organi kljub samo imajo nadzor nad določenim delom teh transakcij in eno značilnosti blockchainov je to, da lahko za nazaj pogledaš, kako je šla transakcija, tako da se da marsikaj dobiti nazaj, če je seveda dovolj velik napad. Napadalce je na nek način treba danes razumeti kot podjetja, ki se s tem ukvarjajo, kot korporacije. One grejo za zaslužkom, posamezni hekerji to niso več zanesenjaki, ki bi doma pač to, ampak so uslužbenci teh podjetij, vsak opravi svoj del vloge, dobro naštudirajo žrtev, ugotovijo, kaj se jim splača, kaj se jim ne splača in potem pač udarijo, ko je za njih najbolj primeren čas. In njihov interes je, da se o tem ne govori preveč v javnosti. Se pravi, mi lahko ugibamo marsikaj o tem, dejstvo pa je, da podjetja se morajo zavedati, da so tarče. Večja, mala, srednja podjetja, posamezniki ne več toliko, so drugi mehanizmi za posameznike, ki so še recimo privlačni, ampak torej, moj telefon je varen. Ne. Večji del poslovanja tistega, ki je bolj odmeven, se je preselil proti podjetjem, proti organizacijam, državni organi, državna podjetja, to so pa zanimive tarče. Koliko je pa, vi imate, rekli ste, toliko in toliko prijav incidentov, te večji, v koliko primerih pa recimo slovenska policija tudi pride do česa, morda jih izsledi, morda prepreči kakšno izplačilo. Koliko so aktivni pri tem in koliko uspešni? Imamo tudi storilce, ki delujejo iz Slovenije, in tukaj policija redno dela na teh primerih in tudi najde storilce, tako da poznamo primere, kjer je to se uspešno končalo. Za te napade, recimo z izsiljevalskimi virusi, vemo tudi, da policija v Europol pošilja podatke, ki potem, če se zbere zadosti podatkov in če se prebije neke meje, potem tudi se gre v neko mednarodno akcijo, kar sicer tisti žrtvi, ki je danes podlegla nekemu napadu, ne bo pomagalo, če bodo čez 2 leti neke storilce aretirali. Res pa je problem v tem, da delujejo v glavnem iz držav, kjer tega mednarodnega sodelovanja pri pregonu kriminala ni. Tudi geopolitična situacija zdaj ne pomaga z vojno v Ukrajini, recimo. Tako da v bistvu se tam ustav in tudi zdaj, kar pa mi
vemo in vidimo vsakodnevno, da so storilci ratali zelo spretni pri zakrivanju svojih sledov. Uporabljajo mehanizme, kot so VPN, ponudniki, Tor omrežje, kjer se v bistvu potem to sledenje izvora lahko konča. Ker ta podjetja, ki ponujajo pa VPN, storitve pa to ponujajo ponavadi s tem, z deklaracijo, da ne hranijo nobenih dnevniških zapisov o tem, kdo je njihovo storitev uporabljal. Tako da se tam v bistvu zgubi zadeve in je treba mogoče s posrednimi nekimi pokazatelji in s tem mednarodnim sodelovanjem. To je bilo že omenjeno, ta mreža CERT oziroma CSIRT skupin odzivnih v EU. Jaz mislim, da je bila ena dobrih rešitev v EU, ker smo pač člani in vidimo, da to zadeva funkcionira. Da v bistvu tudi dobivamo podatke od kolegov iz tujine, mogoče hitreje, kot jih tudi kdaj mi sami delimo, ker je še del zavedanja o tem, o deljenju informacij tukaj mogoče prihaja še iz enih starejših časov, ko je bilo vse treba zelo na potih pa benimo povedati. Da končamo z napovedjo naprej. Že zdaj smo mislili, da ne bomo več videli klasične vojne, pa nažalost Ukrajina in Gaza pravita drugače. Vsi smo pričakovali, da naslednja vojna bo kibernetska vojna. Kaj nas čaka zdaj naprej v naslednjih letih? Se bo dejansko to vojskovanje vseeno malo bolj na splet premaknilo in bomo, da več napadov tudi država na državo, določena skupina iz ene države na, ne vem, javna uprava druge države, pomembna podjetja druge države? Jaz osebno bi rekel, da same kibernetske napade kot take države še sploh niso pokazale. Ker dejansko tukaj nismo imeli neke, bi jaz rekel, na tem full scale vojne v smislu NATO proti Rusiji, Kitajska proti NATO ali obratno Rusija proti Kitajski, Kitajska proti Rusiji. Zato, ker čisto na začetku vojne, če se spomnite med Ukrajino pa Rusijo, so dejansko Rusi uničili celotno satelitsko komunikacijsko omrežje ukrajinske vojske. Kar so na nek način pokazali tisto, vkolikor se bomo mi odločili nekaj takega narediti, smo to sposobni narediti. Tako da tukaj bi jaz bil še precej previden, kaj bo res, ko pride tista prava vojna med nekimi velikimi velesilami. Ker konc koncev mi imamo toliko IoT naprav, pa ko se pogovarjamo tudi podjetja, pa tudi države, znamo na nek način ščititi perimeter okoli države, okoli podjetja. Kaj pa, ko nas bojo začele napadati naprave, ki so znotraj našega podjetja, znotraj naše države. Tistikrat pa nimamo dejansko nekega pravega odziva oziroma odgovora, kako bomo tistikrat začeli postopati. Če pogledamo tukaj elektroomrežje, zdaj tle je tudi vprašanje, sončne celice, te sončne elektrarne. Zdaj, če gremo mi vklapljati, da se zgodi nek napad na Huawei ali pa SolarEdge, kjer bomo on-off delali s sončnimi celicami, to lahko zelo destabilizira samo energetsko omrežje. Tako da tukaj bi jaz bil še zelo previden, kaj se bo lahko, ali bi se res uporabljalo konvencionalno orožje v primeru nekih takih spopadov med velesilami. Jaz sem še vedno tukaj prepričanja, da bo definitivno kibernetika odigrala glavno vlogo. Nas torej razvoj AI in podobnih naprednih tehnologij pa kvantnih računalnikov lahko torej skrbi, glede na to, da se sistem zelo dobro uči in menda tudi že zdaj pomaga hekerjem. Vsak velik korak v razvoju vedno povzroča tudi skrbi. Tako da vprašanje je samo, bojo prednosti teh tehnologij od teh tale skrbi. Neko obdobje bo, ko bo morda malo večji kaos na področju uvajanja teh tehnologij. Tukaj treba bi še posebej previden. Mislim, da tukaj Evropska skupnost ima neke prednosti ravno zaradi te svoje robustne zakonodaje, previdnostnih ukrepov. Tako da
Zagotovo bojo, že izrabljajo napadalci te tehnologije, ravno tako na drugi strani se pripravljajo zaščite s pomočjo teh tehnologij in na koncu se bo pač neko ravnovesje vzpostavilo, koristi za družbo, upajmo vsaj, tudi verjamem, da bodo večje kot minusi, je pa seveda tisto, kar smo začeli danes, ne, od odločevalcev, odvisno, kakšno strategijo bomo obrali, kakšno bo izobraževanje, kakšna bo javna uprava, kakšna bo naša infrastruktura, s katero bomo razpolagali, bo spodbujala nek razvoj, bomo dovolj uspešni in gospodarsko in vse ostalo, da bomo lahko pač sledili svetovnemu razvoju, seveda ob upoštevanju vseh tveganj, ki jih danes vidimo z okoljem, ne, ki so verjetno večje, kot pa so tveganja na področju umetne inteligence. Hvala lepa vsem trem za tale res izčrpen pogovor. Upajmo, da bo slišal ga tudi kakšen odločevalc, pa mogoče razpisal kakšen magistrski program, naredil kakšno strategijo oziroma kaj podobnega. Tako da hvala lepa za vaš čas. Srečno in uspešno do konca leta in seveda predvsem v novem letu čim manj kibernetskih napadov. Hvala. To je bila še zadnja letošnja oddaja oziroma podcast SBC Aktualno. Vabljeni k ogledu oziroma poslušanju. Do konca leta srečno, zdravo, še bolj pa prihodnje leto in bodite varni tudi na internetu. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.